Gremo Maribor! V peti tekmi sezone četrta zmaga v prvenstvu in vrh lestvice, tokrat zmaga proti Tabor Sežani 2-0. V primerjavi z zadnjo tekmo proti Radomljam in zmago je moral Simon Rožman napraviti eno menjavo. Ob odhodu Aljoše Matka je njegovo mesto zasedel v prvi enajsterici Nino Žugelj. Začelo se je že od prve minute z agresivno in napadalno igro in prvi je do zaključka prišel v 8 minuti prav Žugelj, njegov strel pa za las mimo. V 10. minuti krasna kombinacija iz kota, Repas je žogo preskočil, Sikošek pa v blok. Najnevarnejši poizkus gostov v začetni fazi tekme v 12. minuti Stanković, preusmeritev je bila nevarna, toda mimo. Nekaj minut kasneje pa že vodstvo, krasna kombinacija po levi strani, Rudi Požek-Vancaš je potisnil žogo Sikošku, ta pa ostra žoga na drugo vratnico, ker je bil Alvir sam in zabil svoj prvi gol v dresu NK Maribora. Rudi je dobil žogo, jaz sem utekel iza hrbta, lepo mi je podal žogo in potem jaz sem dal močno žogo iza linije, tam so bili celo 3 naši igralci, tako da pač je to ena izmed akcij, ki jih treniramo. To je nekako moje delo, zato sem tukaj in jaz upam, da bo v prihodnosti še več. Do konca prvega polčasa se veliko priložnosti ob visokem tempu ni ponudilo. Dvakrat je poizkusil Nino Žugelj. Na začetku drugega polčasa pa najprej akcija Sirka. V 51. minuti najnevarnejši strel gostov, Mavretič je poizkusil, krasno se je izkazal Jug. V 52. minuti dvakrat poizkus, najprej Milec in potem še Alvir. Potem pa v zaključku tekme z menjavami spet nekaj več priložnosti. Najprej kombinacija Šturm-Vipotnik, ta je zadel blok. V 79. minuti zadnja priložnost za goste, Bongonguj čez gol. Potem pa v zaključku tekme vendarle odločitev. Najprej sta zapravila možnost za predčasno odločitev Vipotnik in pa Alvir. V naslednji minuti je gostujoči vratar obranil tudi poizkus Šturma. No, v 90. minuti pa več ni bilo rešitve, hitra kombinacija, hiter protinapad, Vipotnik je potisnil žogo Pihlerju, ta pa nesebično do Danijela Šturma, ki je zabil svoj prvi prvenstveni gol. Končalo se je torej z zmago 2-0, prvič v prvenstvu tudi brez sprejetega gola. Kot celotna formacija dela v fazi obrambe, zelo veseli dejstvo, da tudi prekinitve so danes bile na zelo visokem nivoju, kar nas je mogoče malce teplo v prejšnjih tekmah in sigurno 0 zadaj nam daje prepotrebno samozavest pred naslednjimi tekmami. In z 12 točkami Maribor ostaja na vrhu lestvice. Naslednja tekma prihodnjo soboto, gostovanje na Bonifiki, Koper Maribor ob isti uri 20:15.